Edini del vesolja, ki ga lahko spremenimo, smo mi sami in pri tem nam lahko pomagajo tudi živali. Smo v Prepolju, kjer dela prva Slovenka z mednarodnim certifikatom za coaching s konji. To je pomoč osebi, ki se želi premakniti iz točke A v točko B. Ob tem jo pa spremlja oseba, ki je za to izučena, certificirana, strenirana. Poenostavljeno bi rekli, če si vi želite biti bolj srečni v življenju, to je ena taka splošna zadeva, s katero ljudje pridejo do nas, kadar potrebujejo neko pomoč. In potem začnemo z vprašanji, kaj je zate sreča, na kak način jo doživljaš, kaj bi v življenju se naj spremenilo, če bi ti ali želela ali želel reči, tako, zdaj sem pa srečna, kaj se mora zgoditi v življenju. In potem to osebo spremljamo od te točke začetne, ko definira neko situacijo, stanje, kaj to pomeni, do tega, ko pa reče, tako, zdaj sem pa na cilju, zdaj sem pa tam, kjer sem želela biti. In kakšno vlogo imajo pri tem konji? Kako ste sploh prišli v stik s to metodo? S konji sem prišla v stik že kot otrok. Bili so moja ljubezen in potem se je ta ljubezen nadaljevala na mojih otrocih. In kako smo prišli do prvega konja, je spet ena posebna zgodba. Za starejšo sestro sva si zaželeli kobilo, pa je mami bila tak, da je edina možnost, edin pogoj, da bomo konja kupili, da je črne barve z belo zvezdo na čelo. Potem pa čez teden dni je prišla v hlev in so povedali, da se prodaja, pa smo lahko končno te dobili konja. Potem sta nekaj let jahali in jaz sem ugotovila, da sem pravzaprav tudi na poti, ko nisem več tam, kjer želim biti. In sem šla na svojo samostojno pot iz ene relativno dobre, fine, varne službe, super delovnega mesta. In takrat sem razmišljala, kaj je pravzaprav tisto, kar želim početi. In sem ugotovila, da to, kar sem jaz sama potrebovala. Torej pomoč ljudem, da naredijo korak, ko je ta primeren, potreben in je za to pravi čas. In ko sem iskala, kaj je tisto, kar še ni v Sloveniji tako splošno ponujano, kar ni na dnevnem redu vsak dan, o čemer se še ne govori veliko in je hkrati v sozvočju z mojim srcem, sem ugotovila, da so to pravzaprav podpora, coaching ob pomoči, ob podpori konjev. Sem šla iskati to že, ki obstaja in seveda je obstajalo v Kanadi, v ZDA, v Nemčiji in sem šla delati certifikat in dobila tudi licenco in zaenkrat sem še edina v Sloveniji, ki to licenco imam. Zakaj so ravno konji tiste živali, ki lahko na tak način pomagajo človeku? Konji so iz več vidikov fenomenalne živali. Prvič, rade živijo v čredi, isto kot ljudje. Dobro, ne rečemo čreda, ampak rečemo družina, družba, neko socialno okolje. Drugič, izjemno so občutljivi, senzitivni. Zelo hitro odslikajo to, kar se v človeku dogaja. Se pravi, če človek vesel, je konj sproščen, dobre volje. Če človek napet, konj to začuti in pokaže. Če se človek boji, konj misli, da je nevarnost, pobegne. Skratka, zelo hitro odraža to, kar se v človeku dogaja. Tega, kar mi kot ljudje več ne znamo čuti, čeprav smo nekoč znali. Spravi, rečemo temu intuicija, rečemo temu gut feeling, kakorkoli želite, ampak konji to pokažejo in zaradi tega so fenomenalni pomočniki in pomočnice. Se pravi, ko želimo delati s človekom, sploh če ne želi ta govoriti o svojih čustvih, če ima recimo blokado prav na čustvenem področju, ga daš zraven konja in zadeve se začnejo same dogajati. Konj pokaže, se nasloni na človeka, človek se sprosti, kot da bi z očmi pokazal, oči ima krasne konje. Skozi oči zrcali čustva, skozi oči zrcali notranje dogajanje v človeku. In človek v bistvu pravzaprav lažje se odpre konju kot nekemu drugemu človeškemu bitju. Zato, ker ne zaupamo več tako, zaradi slabih izkušenj, ki smo jih imeli v preteklosti. Tretja stvar, zaradi česa pa ne znajo igrati. Ne znajo se pretvarjati. Se pravi, ko se pri njih nekaj zgodi, to pokažejo. Ni, bom se zdaj malo zadržal zato, ker je ta oseba direktor ali pa direktorica. Pač pokaže, kakor je. Ja? In še četrta stvar, ni zamere. Pri ljudeh nikoli ne veš, prestopiš mejo, pa potem ne veš, a se bo ta coach s tabo ukvarjal s svojimi čustvi ali z njegovimi, z njegovo problematiko, z njeno problematiko. Pri konju pa tako, danes je ena situacija, naslednjič, ko bo prišel, začne ta znova. Zakaj imate ravno konje tako zelo radi? Če se ukvarjaš z njim, bo ti vrnil tisto ljubezen, ki mu jo davaš, da bo se sredi vsega odločil, da pač ti več nisi vredo za njega in bo šel z tvojega življenja.
cel čas je s teboj in umirja me. Torej verjamete v to, kar vaša mama počne, ko z konji pomaga drugim ljudem, pomaga tudi vam v bistvu? Ja, na nek način. Sicer se ne pokaže tako, pač ne reče, jaz da bomo pa imeli coaching, ampak z čemerkoli me usmerja, potem vse, kar mi reče, me na nek način usmerja. Ali preko konjev prepoznate tudi, da imate slab dan, ko pridete sem? Ja, seveda, tako. Kako vam pokažejo? Ne pride zraven, obrne se, ti rit pokaže. Si misli, veš kaj, idi se ti skoliraj najprej, pa potem se pridi z mano ukvarjati. Tako da ja, absolutno, takoj pokaže. In zdaj se bomo preselili še na drugi konec, kjer Natali ponuja tudi terapijo s psi. Trije junaki, ki skrbijo za coaching pri vas, so bostonski terierji. Ali je kaj posebnega v tej pasmi, da so oni najbolj primerni za to? Ja. Dejansko smo iskali pse, ki niso preveč poslušni. Zato, ker za coaching rabiš psa, ki je neodvisen, ki ne sledi navodilom šefa, vodje, trenerja, kakorkoli, ampak sam reagira glede na to, kar se pač dogaja v okolici. In zato so primerne nekatere pasme terierjev in še posebej pač bostonci, ki so izjemno radi z ljudmi, ki v bistvu znajo vsiliti, v narekovaju svojo voljo in na ta način bistveno bolj odražajo to, kar želimo mi kot coachi skozi proces, ki ga delamo z ljudmi, ki pridejo k nam v ta proces, bolj pokažejo, bolj demonstrirajo in so zaradi tega res izjemno primerni. Piše tudi, da so inteligentni. Zelo. Bolj kot druge pasme. Zelo so inteligentni, ampak ne v smislu, tudi učljivi seveda, ampak v smislu tega, da delajo tisto, kar njim ustreza. In zelo hitro prepoznavajo v človeku njegove notranje procese, postopke, kar pomeni, da ga znajo prebrati. In to je res v veliko pomoč pri coachingih in pri ostalih delavnicah, ker tudi v delavnicah pomagajo, ne samo pri coachingih, ampak recimo pri team buildingih in tako naprej. Tako da so res pravi multipraktiki. V bistvu ste vi glavni razlog, da so psi pri vaši hiši in da je tudi projekt coaching povezan z njimi. Ja, res je. In sicer zaradi tega, ker sem imela grozen strah pred psi. In so se potem odločili, da bojo zaradi tega ravno nabavili psa, pa sicer sem si ga tudi sama ful želela, ampak hkrati sem pa vseeno imela neki strah. In potem sem dobila psa in se je nekak strah malo izgubil. No. Malo ali čisto? Na začetku malo, pa postopoma, nisem se bala svojega psa, potem pa čisto, čeprav še imam vedno malo včasih kako distanco, če pride kakšen večji pes. Kako vam izkušnje pri coachingu koristijo pri vašem študiju psihoterapije? Izkušnje pri coachingu mi v študiju psihoterapije koristijo na tak način, da v bistvu dobim neki vpogled v to, kako delati z ljudmi, kako jim postavljati kakšna vprašanja, kako jih voditi. Psi pa so pri tem še dodaten element, ki pomaga zaradi tega, ker v bistvu tudi pokažejo, kako se oseba počuti, če oseba sama tega ne pokaže. Kakšne so bistvene razlike, če sploh so, pri coachingu s konji in coachingu s psi? So razlike. Pes je vseeno, kljub temu, da je pasma primerna, je vseeno bolj vodljiv, bolj tudi malenkost hitreje se ga da prepričati v kakšno aktivnost. Medtem ko konj pa reagira res samo na energijo v človeku. In pa seveda z vidika velikosti je tudi razlika, ne? Zato radi konje uporabljamo predvsem tam, kjer imajo ljudje dejansko večje izzive pred sabo, kjer rabijo bolj temeljno izkušnjo, ajde rečemo tako, bolj trdno izkušnjo, ne? Ker res vidijo, da ko se v njih nekaj zgodi in premakne, se konj premakne. Ko ste vi osebno v slabem razpoloženju, katera od vaših živali vam najbolj pomaga? To je pa težko vprašanje. Prvič zato, ker nisem velikokrat v slabem razpoloženju, odkar se ukvarjam s coachingom z živalmi, ker enostavno ne moreš, ker te 3-4krat na dan greš z njimi ven in že to je ene vrste, ajde coaching, terapija, kakor hočete. Kot drugič pa odvisno od razloga, zakaj sem v nekem slabem razpoloženju. Zanimivo je, da je vsak od psov prevzel vlogo za nekaj. Se pravi, odvisno od tega, kaj je tisto, kar je vplivalo na mojo slabo voljo, tista žival mi potem nekako najbolj pomaga. Težko bi se odločila za eno. Vsaka je po svoje carica.